Zdaj pa vas vabim, da spoznate brezovo vodo. Prepričana sem, da boste na to našo zdravo slovensko pijačo navdušeni tudi vi. Gospod Robert, kdaj pa ste se vi prvič srečali z koristnimi lastnostmi brezovega soka? Moj prvi kontakt z brezovim sokom je bil v Arhangelsku v Rusiji, ker sem se na severni Arktični federalni univerzi učil ruskega jezika. Tam sem se spoznal z dobrimi prijatelji, glavni med njimi je bil doktor gozdarstva in fantje so mi ponudili brezov sok, da ga probam. Ja, bil je boljši kot voda, ampak slabši od jabolčnega soka, tako da sem ga za nekaj časa pozabil. Ampak potem ste se začeli izobraževati naprej. Ja, vse skupaj je precej slučajno se zgodilo. Imam prijateljico na Skypu, Olga iz Kijeva, ki je po poklicu zdravnica, in med enim od pogovorom zaslišam javkanje na drugi strani. Kaj je narobe? Špikajo v ledvicah, prav, in morala bom piti brezov sok. No, takrat sem se pa začel za ta brezov sok resno zanimati. Takoj sem poklical Vitalija Petrika, on mi je poslal literaturo v ruščini, ki sem jo jaz prevedel, se naučil, kaj je treba narediti in potem komaj čakal marca 2015, da sem to lahko poskusil v praksi. Ja, brezov sok ni nova stvar, ampak nanj smo malce pozabili, kaj ne? Ja, drži. Ljudje so bili tudi v zgodovini izjemno pametni. Jaz sem prepričan, da so brezov sok spoznali že v neolitiko. Takoj, ko so imeli neko orodje, da zavrtajo drevo. Ampak o temu ni dokazal. So pa prvi pisni dokazi o brezovem soku in pridobivanju le-tega v Tatarstanu današnjemu, ko je arabski popotnik to opazil, da so Tatari pridobivali ta brezov sok in iz njega delali sirup, ki so ga uporabljali za sladilo. Na celem severu Evrope se ta brezov sok omenja v mnogih situacijah. Na Danskem je bil celo vpisan v farmakopejo. Napoleonov zdravnik ga je imel za dobro zdravilo za sečne poti. Princ Albert, mož Viktorije, si ga je z veseljem privoščil v alkoholni obliki. Takega pa tudi mi planiramo za naslednje leto. V Sloveniji pa je o brezovem soku pisal že Valvazor, v okolici Logatca, na Koroškem so ga pridobivali in seveda tudi moja soseda, ki ima 75 let, se je potem, ko sem ga omenil, spomnila, da si je z njim že umivala lase. Ja, in kakšne so vaše osebne izkušnje z brezovim sokom? Moje osebne izkušnje lansko leto so bile zelo pozitivne. Drugače se s tem ne bi začel ukvarjati profesionalno. 6 tednov sem vsak dan užival po 3/4 litra brezovega soka in tisto, kar vam moram najprej povedati, shujšal sem za 6-7 kilogramov, kar bo tudi letos potrebno. Izboljšala se mi je koža, z ledvicami nisem imel nikakršnih problemov, z jetri, kot pošten Dolenj sem seveda jih imel, in ti problemi z jetri so se pa izboljšali za približno 10% ob nespremenjenem načinu življenja. In komu ga potem priporočate za pitje? Predvsem ga priporočam vsem, ki jih tlačijo tegobe današnje civilizacije. Se pravi, ki so malo predebeli, ki kadijo, ki preveč popijajo. V glavnem mojim kolegom.